Zbor za republiko je v zgodovini Slovenije imel pomembno vlogo. Pred mikrofon vabim predsednika, hkrati tudi predsednika seniorov Slovenske ljudske stranke, dr. Janeza Remškarja. Lep pozdrav vsem prisotnim, lepo vas je videti na ta lep dan, čeprav nekoliko mrzel, ampak mislim, da je vsem toplo pri srcu. Skratka, na kratko samo predstavim Zbor za republiko, ker verjamem, da mnogo od vas to ne pozna dobro. To se pravi, leta 2004 se je zbrala skupina ljudi, ki so igrali v naši osamosvojitvi in začetku demokracije veliko in pomembno vlogo. Kaj so ugotavljali? Ugotavljali so, da so delne naloge oziroma ideje, ki so jih imeli avtorji Nove revije, pisateljski ustavi o samostojni Sloveniji realizirani. To se pravi, realizirano je bila na osnovi te 57. številke in pa pisateljske ustave, plebiscit, potem je bila realizirana ustava Republike Slovenije, potem so bili organizirani referendumi za vstop v Evropsko unijo in pa seveda tudi v NATO. Skratka, to je šlo v redu, vendar tu smo zastali in od tega časa naprej gre pravzaprav Slovenija samo navzdol. Rad bi se zahvalil gospodu Ruparju za povabilo in na osnovi tega smo se z veseljem udeležili današnjega srečanja. Vesel sem in ponosen sem, da smo, tudi sam sem upokojenec, aktivni, dajete upanje ljudem, izražate skrb za Slovenijo, za ohranjene vrednot. Torej, kaj pa Zbor za republiko želi svojo prisotnostjo? Dajemo podporo našim temeljni nalogi, ki je socialni položaj Slovenk in Slovencev. Podpiramo demokratično jedro, ki povezuje stranke pomladi, kot tudi civilno družbo, družbene organizacije, ki temelji na tradicijah, vrednotah. Ne gre za dnevno politiko, gre za vrednote. Zdaj pa, kje smo danes? Smo sredi globalističnega uničevanja, ne samo Slovenije, tudi Evrope. Jaz mislim, da je vredno omeniti besede podpredsednika ZDA, gospoda Vansa, ki je rekel, da je največja grožnja v tem trenutku Evropa sama sebi. Zaradi tega, ker zgublja vrednote. Ne bom zavlečeval, kaj se dogaja. Vse gre narobe, po domač povedano. V zdravstvu, kjer razmere dobro poznam, samo toliko moram poudariti in omeniti, da smo pred 14 dnevi imeli torej poslanci, ki smo združeni v klub 90, predavanje oziroma predstavitev profesor Noča glede korupcije. Verjemite mi, tam smo zbrani dekleta in fante z vseh vetrov, ker smo vsi v tem klubu. Bila je popolna tišina po zaključku. Vsi so bili zaprepaščeni, da je to mogoče, da se dogaja v Sloveniji. Korupcija, namreč, zdaj pa grem naprej. Mi imamo tudi problem, mi smo vsi upokojenci, pozdravljam seveda tudi mladino prisotno, vendar imamo na osnovi tega seveda tudi probleme. Ampak ta vlada je takoj ukinila urad za demografijo. Ta vlada je takoj ukinila novelo o javnem naročanju. Posledice so seveda prisotne. Naprej. Zdaj pa res, ker je hladno, pa bom malo preskočil. Včeraj sem poslušal gospoda Jankovića, vašega župana.
Večkrat bom takoj zaključil, ki je izrekel sledeče, da je podprl prijatelja, če ga ne bi se izneveril sam sebi. Upam si reči, da vemo, kaj dela Vučić v Srbiji. In dodajam, naš slovenski pregovor pravi, povej, s kom se družiš in povem, kdo si ti. Zaključim, Zbor za republiko se že prizadeva in se bo še naprej prizadeval za sodelovanje vseh, ki delujemo na desnici oziroma desni sredini. Hvala lepa.